Spoštovane dame in gospodje, pred 3 leti smo se prvič srečali v takšni široki zasedbi in z dobrim namenom, da skupaj pogledamo nazaj na iztekajoče leto in nazdravimo novim uspehom. Naši pogovori so takrat potekali v drugačni luči. V času, ko nihče od nas ni vedel, v kako globoke težave smo zabredli tako na državni ravni kot tudi lokalni. V državi in v občini bi se takrat nekako najraje pretvarjali, da je vse v najlepšem redu, da finančne težave niso tako velike in posledice le-teh ne posebej bistvene za gospodarstvo in družbo. Pa vendar smo se kmalu zatem začeli pogovarjati o številkah, ki presegajo meje vsakodnevne domišljije, o milijonih, na ravni države celo o milijardah. Prepričana sem, da je slabo za nas vse, ker smo 3 leta čakali, da si končno priznamo to, kar vsako podjetje, ki se je z novo idejo obrnilo na banke, že dolgo ve. A to spoznanje prvič v celoti javno izgovarjamo šele od včeraj. Dejstvo, da smo zaključili špekulacijami, da smo zaključili s prepričevanjem samih sebe, da nimamo resnega problema, ampak smo ta problem končno pripravljeni sprejeti. To dejstvo je v bistvu dobro. Sedaj, ko vemo, kakšna je diagnoza, lahko končno začnemo z zdravljenjem. Sedaj se končno lahko država loti tega, kar v Ljutomeru vsi skupaj delamo že 3 zadnja leta. Sledimo pregovoru, ki pravi, da je mnogo bolje iti z majhnimi koraki v pravo smer, kot hiteti z velikimi koraki v napačno smer. Tako nam je v Ljutomeru uspelo 600.000 minusov na računu od koncu leta 2010, naše poslovno leto 2013 zaključiti pozitivno, torej vse skozi poslovati likvidno. In kar je najbolj pomembno, namesto zamud pri poravnavanju obveznosti smo dosegli stanje, ko v roku plačujemo izvajalcem projektov vse račune za korektno in dobro upravljeno delo. In projektov je bilo v tem času kar nekaj. Skupaj dobrih 20 investicij v
vrednih več kot 11 milijonov evrov. Za vse to imate izjemne zasluge prav vi, spoštovani gospodarstveniki in obrtniki. Vaši nasveti preko obrtno-podjetniškega strateškega sveta so narekovali prave usmeritve. Skupaj smo znižali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in v teh 3 letih razbremenili gospodarstvo in občane za dobrih 300 000 evrov. Skupaj smo izdelali pravilnik o pomoči obrtnikom in podjetjem za lažji vstop v gospodarsko okolje ter v prvem letu namenili 20 000 evrov iz proračuna, v predlogu proračuna za leto 2013 planiramo 30 000 evrov. V letu 2014 bomo zaključili komunalno ureditev Buhove poslovne cone, ki ni le teoretična možnost za nove dejavnosti, ampak ima že prve interesente za vstop. Tudi parcele na Soboški ulici so bile prodane podjetnikom, ki bodo vlagali vanje. Vsem, ki imate interes za širitev dejavnosti v industrijski coni, bomo tudi pomagali pri izdelavi podrobnih občinskih načrtov. S sodelovanjem v tednu mobilnosti ste se zelo aktivno vključili pri zadevanje za čistejši zrak in okolje in dali celotni pobudi trajne mobilnosti potrebno težo in pomen. Na simbolični ravni, ki je tudi zelo pomembna, pa je vaša osrednja prireditev Obrtnik leta postala naš skupen ponos v tednu občinskega praznika. To je le nekaj primerov uspeha, ki nastane skozi iskreno in odprto sodelovanje. Kot veste, sem večkrat dejala, da se moramo in da se bomo zgledovali tako, kot delate podjetja. In čeprav občina in država nikoli ne bosta in tudi ne smeta biti podjetje, ampak osrednji družbeno-koristni tvorbi, pa se vseeno občina in država na neki točki lahko in celo morata zgledovati po podjetjih. Posebej tam, kjer izvajata povsem poslovne funkcije in sprejemata poslovne odločitve z velikimi finančnimi posledicami. Težave je potrebno hitro ugotoviti in najti rešitve. Ideje je nujno pretehtati z vidika finančne smotrnosti, preden se gre v dolgoročne zaveze. Predvsem pa je potrebno povabiti čim več uspešnih, poštenih in izkušenih ljudi iz prakse in razmišljati široko pri doseganju zelo jasnih in usmerjenih ciljev. Zato, spoštovani, iskrena hvala, ker ste vedno znova pripravljeni pomagati z idejami, razmišljanji, z rešitvami za izzive, ki so pred našo občino. V izjemno veliki meri ste zaslužni za uspehe, ki jih dosegamo v občini. In kot ljudje, ki nimajo zagotovljenega stalnega vira davčnega denarja, koncesnin ali drugih predvidljivih sredstev, ste resnični junaki današnjega časa. Namreč poleg tega, da odlično opravljate svoje delo, zagotavljate tudi službe in socialno varnost našim občanom in občankam ter dodano vrednost celotne skupnosti. Zato sem vam neskončno hvaležna in zelo ponosna, da smem biti vaša županja. V teh kriznih časih ste gospodarstveniki ponovno pokazali razumevanje in nam tudi finančno pomagali izpeljati današnjo prireditev, kakor tudi pogostitev in kulturni program, ki ga je obogatel Kvintet Aeternum in za nadaljevanje, v katerem bo glavno besedo prevzel gospod Tadej Toš. Za vse to se vam iskreno zahvaljujem in z veseljem ugotavljam, da skupaj zmoremo doseči več. Naj bo to sporočilo in popotnica tudi za prihodnje leto. Želim vam lepe praznike in tudi
lepo, prijetno počutje na današnjem srečanju. Hvala lepa. Spoštovane, spoštovani, dobro dan želim, moje ime je Tadej Toš, hvala za prisrčen aplavz dobrodošlice. Za začetek bi vas prosil, na voljo nimamo veliko časa, za začetek bi vas prosil za malo sodelovanja. Za začetek, dvignite roke, prosim, seveda to neobvezno, in poskusimo proizvesti še enak aplavz, kakršnega smo proizvedli, oziroma kakršen se je zgodil, ko sem jaz prišel na oder. Najlepša hvala. Aplavz, spoštovane, spoštovani, je eden od jezikov, ki jih vi govorite in na način, kako komunicirate s programom in z nastopajočim. Drugi jezik, v katerem bomo danes govorili, je smeh oziroma nasmeh, se pravi aplavz in nasmeh. Za začetek A, ker je pač pod A. Prvi aplavz smo spoznali, eden se je zgodil, enega smo proizvedli. Se pravi, razlika med tem, kar se zgodi in kar mi skupaj hote naredimo, je jasna, čeprav je rezultat zaenkrat isti. Zdaj bi vas prosil, da proizvedemo še en aplavz, kar nekaj jih bomo proizvedli, da se pogovorimo o razliki, o aplavzih. Za začetek dvignimo roke in proizvedimo aplavz, ki se samo vidi, se pa ne sliši. Spoštovane, spoštovani, tudi takšni aplavzi obstajajo. Največkrat se tak ploska v prvih vrstah. Danes ne, seveda danes je situacija popolnoma drugačna, da se razumemo. Ampak običajno je to aplavz iz prve vrste, ki ga mi nastopajoči vidimo v programih, kjer se za prvo vrsto recimo karte delijo za stojn, pa še takrat ljudje ne pridajo, pa še prositi jih je treba, da bi prišli, pa še takrat, ko pridajo, moraš biti hvaležen, da so prišli, ker si jim karto dal za stojn, da bi zdaj oni lahko vedno prišli. To je običajno v prvi vrsti. In zraven tega aplavza, ki se dogaja v prvi vrsti, to se je prvovrstna publika, gre še zmeraj zraven en obraz, in tega vam bom zdaj pokazal, ker vi, spoštovano občinstvo, zelo redko vidite, saj sedite za prvovrstno publiko. Jaz pa dostikrat vidim, ker stojim pred njimi. Danes seveda ni tako, da se razumemo, ne? In tu gre k temu en taki zelo navdušen izraz obrazu. To se vidi in nič se ne sliši. To je eden od načinov komunikacije občinstva z programom. Zdaj bi vas prosil, da proizvedemo en aplavz, ki se sliši kot rahl dežek. Takoj bomo vedeli, zakaj gre. Vi ste orkester, jaz dirigent. Res je rahl dežek. In tudi ne dežuje, bo vsi, poveste, kada dežuje. Je že nehalo dežovati? Ne, že. Ne dežuje, poslušajmo ga. Zelo rahlo je deževalo. Taki aplavz običajno slišimo na podelitvi Prešernovih nagrad v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer se zbere 1500 gledalcev, ki dobro vedo, da po programu sledi hrana. In so tam v bistvu zaradi hrane, ne zaradi programa. Itak ne vem, kako je to nagrado dobo, tako ali tako bi jo jaz dal eno na drugem, ki nima veze in ne se ploskajo drugi, saj nas je dosti tu. Potem pa ni nič. Tako je to v Sloveniji, ne ploskajo drugi, saj nas je dosti tu. In takrat ne narediš nič, ker bo itak naredili drugi. Zdaj bi vas prosil, da zaploskamo čisto malo bolj. Evo da, to je že aplavz za ene take občinske proslave, recimo, ne? Kjer se ljudje med sabo poznamo, tisti, ki gre na odru, tistega poznamo in vsem treba tudi zaploskati, po drugi strani pa tudi vsi, ki okoli nas sedijo, vidijo, če mi ne ploskamo ali pa ploskamo. In je treba ploskati tudi zaradi tega, da drugi tebe vidijo, da ploskaš, se ni važno, da se čuje, da ploskaš, važno je, da se vidi, da si ploskal, tudi se še ni čulo. To so občinske proslave, recimo ene take stvari. Zdaj bi vas prosil za še malo močnejši aplavz. To je že aplavz z prireditve, recimo podelitve priznanj takšnemu kulturno-prosvetnemu društvu ali pa obletnici gasilskega društva, ko zaslužni gasilci dobijo za 40 let delovanja v društvu, ki jih mi poznamo, neko plaketo in človek je pošteno delo, zasluži si malo aplavza, malo afirmacijo in evo ti, dober si bil in malo ti zaploskamo in malo to naredimo in to je to, gasilska proslava. Zdaj pa še malo večji aplavz. Katerega mi vlagamo energijo. In mi energije in aplavza en v drugega ne bomo vlagali.
koga mi danes vlagamo energijo, spoštovani, v našo deco, za koga boš, če ne za otroka. Taki aplavzi se slišijo največkrat na nastopih v glasbenih šolah, kjer bom jaz vašem gospod zaploskal malo bolj, zato da boste vi po mojemu nazaj zaploskali malo bolj. Tako da jaz dam vašemu, mi damo mojemu, da se povežemo, mi odrasli med sabo, zato da bodo deca mir občutek gledati ploskajo, ko mi nastopamo. Se pravi, ko se povežemo in damo otrokom. To je že aplavz, kjer se mi med sabo, spoštovano občinstvo, zmenimo, brez da bi spregovorili med sabo, da se bomo povezali in da bomo naredili skupaj, zato da bo nekdo tretji od tega nekaj imel. Zdaj bi vas prosil za še en aplavz. To je recimo aplavz iz gledališča. V gledališču v Sloveniji, mogoče ste opazili, mogoče se niti niste spraševali, ploskamo zmeraj po predstavi trikrat. Če je predstava dobra, ploskamo trikrat, ker je bila dobra predstava. Če je predstava slaba, ploskamo trikrat. Da ne bojo oni, ki so prišli, rekli, kako mi slabo ploskamo. Čaki. Tudi če ste vi slabo glumni, mi ploskamo dobro, mi tu vedno ploskamo trikrat. Vi se pa med tem sprašujte, zakaj, ko se klanjate, zakaj predstava ni bila dobra. Veš, ker ljudje vejo nastopajoči, kdaj je predstava dobra, kdaj predstava ni dobra. In med tem, ko je predstava slaba, zdaj pa se trikrat treba pokloniti, to je v Sloveniji ena taka konvencija. Se pravi, Slovenci smo narod nekih navad, nekih pravil, radi se držimo nekega reda, ve se, kako mora biti, če je dobro ali slabo, trikrat bomo zaploskali. Zdaj bi vas prosil še za končno sodelovanje, da vas ne zmučimo preveč, za en aplavz, ki je malo večji od tega v gledališču, potem bom pa jaz dal znak, pa bomo še malo bolj zaploskali, na kar bom dal še en mali znak in bomo še malo bolj zaploskali in bom dal še en znak in ko boste mislili, da več ne gre ploskati, ker Slovenec v bistvu, če tako pogledamo, ne ploskati, če posebej neče kupi karto, je tako? Če kupi karto, reče, čuj, jaz sem karto kupil, zakaj bi zdaj že tebi plosko, ti naredi svoje, jaz sem karto kupil, jaz grem domov in to je to. Zdaj, če karte ne kupi, pa reče, zakaj bi te jaz ploskal, če niti karte nisem kupil, stari, jaz sem to bodi srečen, da sem tu, mislim, kaj bomo zdaj ploskali. Skratka, Slovenec je v bistvu, ko se vsede, mi smo že par let v krizi, spoštovane. Nam so rekli, da smo v krizi. Pred par leti nam je dobro šlo, vsaki 2 leti novi avto, bazeni, kredici, dobo, nove cote so se kupovale, novi čevlji za vsako priložnost, to je samo šlo, konjunktura, vse leti in tam je tudi smeh, tudi aplavzi so bili tam artikli, vse je bilo površinsko, vse se je menjalo. Danes smo v krizi. Najprej so rekli, kriza je. Našo realnost nam reč krojijo mediji. Mediji nam povejo, kako bo. Še za vreme nam povejo, kako bo. In mi medijem verjamemo. Mediji so rekli, čujte, kriza bo. Najprej v Ameriki je propadla največja banka in smo rekli, ko jebe Ameriko, stari, pred nas itak ne bo. In mi lepo dalje kupujemo delnice Krke po 121, ker nam nekdo govori, da bojo čez 2 leti 200. In kupuješ delnico po 121, kar pride kriza, pa reče, vse bo propadlo, luči več ne bo, zajezd več ne bo imeli, nikam več ne bo hodili. Grozno je, vse je strašno, vse se pokvarilo in zdaj ta kriza. In kriza pride. In televizija govori kriza. Kriza. Če življenje okoli pa v bistvu isto, ko je bilo prej. Isto je, trava isto raste, jabka še boljše rodi, vina smo imeli še več kolani, svija je še lepše zrasla, še lepše kobase smo naredili, ampak televizija govori kriza. Kriza je in mi verjamemo, kriza je. Na koncu se že lepo sedamo, ker vsake krize je enkrat konec, ne? Samo kaj se treba narediti, da bo krize konec? Kaj treba narediti? Kaj moramo mi kaj narediti, ali mora vlada nekaj narediti? Malo mi vlado za to pa politiko, da bo nekaj naredila, itak nič ne dela, ali dobro za kaj naredila, da bo kriza konec. Itak na televiziji govorijo, da je kriza. Kdo bo gospe, gospodje, kdo bo zdaj nekaj naredil, da bo kriza konec? Kdo mora nekaj narediti? Mi tega v Sloveniji ne vemo. Čuješ? Niti na volitve ne hodimo. Ne hodimo na volitve, pa pizdimo čez politiko, recimo. Imam pravico, če niso šel na volitve, kaj pa če ne šel na volitve, te so pa naši, pa vaši. Kdo v resnici vrti Slovenijo? Spoštovani, kdo je kriv, kdo je odgovoren? Smo to mi, ki hodimo na volitve, pa smo levi pa desni, ali kjer pa smo, Čak Norris, ali so to oni, ki ne hodijo na volitve, ki itak nimajo nič, pa so apolitični, ali kdo vrti Slovenijo? Kdo je odgovoren za to, kaj se dogaja? Imam 2 novici za vas danes, dobro in slabo. Slaba novica je, da smo zračunali bančno luknjo 5 milijard evrov. Dobra novica je, da so zračunali bančno luknjo samo 5 milijard evrov. Vidite, zgodil se je en mali nasmehec med vami. Zakaj se je zgodil? Od
o tem se bomo pogovarjali. To je pogled na življenje. Charlie Chaplin pravi, da če pogledaš na življenje od blizu, je življenje tragedija. Če pogledaš na življenje od daleč, življenje postane smešno. Če mi pogledamo na našo politiko, se nam zdi tragično. Če pa nekdo drugi pogleda na našo politiko, Italijan, Mađar, Avstrijc, pa se samo lahko reži, kaki idioti smo mi, pa kaj delamo. Njemu je pa ista stvar smešna. Se pravi, predstavljamo si, da imam telefon, jaz, ne? To veš, da veš, da ima nekdo iPhone, ne? Sam ti povej. In zdaj imaš telefon, mi imamo danes telefone, obožujemo. Telefoni so pametni, s telefonom narediš vse. Vse narediš, iste ibe imaš po touch screenu, ko si včasih imel po touch screenu. Odpreš, povečaš, okoli obrneš, pin vtipkaš, pobožaš, pihneš not, spucaš, okoli obrneš rad, imaš roko, daš gor, veš, ono napuniš, pa narediš, vse delaš danes s telefonom, kar si včasih delal s človekom. Zato imamo danes telefone. Vsak ima svoj telefon in s telefonom si srečen. Boljše, kako imaš, boljši si. In se pazi, telefoni nam veliko pomenijo. To, da ga dela Kitajec, ki je prisiljen, da ga dela, to nas nič ne zanima. On stane 700 evrov, daš za njega, 25 evrov stane izdelava, to nas nič ne zanima. Mi smo v krizi, samo iPhone moramo imeti. Mi smo v krizi z iPhone, se pravi, ki je v resnici naša kriza. Ker mi imamo več kot ljudje, ki so v resnici v krizi. Mi imamo vse, samo mi smo v krizi. What the fuck se to reče po angleško? WTF se napiše na internetu. Zdaj si predstavljaj pogled na realnost, od blizu in odaleč. Greš po cesti, gledaš svoj novi telefon, spotakneš se in telefon ti pade v pasji iztrebek. Novi telefon ti sredi ulice pade v drek, po domače povedano. In zdaj, kaj lahko rečeš? Slovenci imamo, recimo, zarabiš grdo besedo. Slovensko. Slovenci smo posebno narod. Kakve grde besede imamo Slovenci? Spoštovane, spoštovani. Vsak narod ima grde besede za izraziti emocijo. Čuješ, ti rabiš grdo besedo za trenutek, ko je tebi iPhone padel v drek, ti moraš nekaj reči. In kaj boš zdaj rekel po slovensko? Mada in Slovenija, najhujša grda beseda, ki jo imamo. 700 evrov si dal za telefon, pred 5 minutami si ga kupil, 2 leti ga boš uplačeval, zdaj pa ti v dreku leži. Mislim, in kaj boš rekel? Rekel boš, 300 kosmatih telefon mi je padel v pasji iztrebek. Me razumete? Ni šusa, no? Tu ni šusa v tej izjavi, ni nobenega šusa, to je kot da bi z mrtvim hodil manekenki pokazati kaki Jacksi, ne moreš, ni šusa, to je slovenska izjava. V nas za začetek ni šusa. In kaj je za to 300 kosmatih? Gospodin, gospode, kaj je 300 kosmatih? Kaj je to 300 nedopiliranih starih bab 150? Kaj zdaj oni pridejo, to je šave partije, srečanje starih kelnarcev, oni se več ne brijajo, to je zdaj vse prekrasno in to je zdaj 300 kosmatih trnulčev, ko preživijo. Človek mora nekaj reči. Človek rabi besedo. Človek rabi besedo. Prostite, da se razumemo, jaz danes nisem sem prišel grdo govoriti, jaz sem prišel sam pač nekaj povedati. In zdaj, kaj še lahko rečeš? Slovenska beseda, ko imaš iPhone v dreku. Ker to je situacija, se strinjamo, da je to nekaj hudega, če ti iPhone v drek pade. Je krščen matiček, iPhone mi je padel v drek. Nič, ni to, ni ventila. Kaj še lahko rečeš, kaj še imamo Slovenci? Najte koklja brcne, iPhone mi je padel v drek. Mislim, mi nimamo, mi trenutno, spoštovani, nimamo vokabularja izraza za izraziti to, kaj se nam...